Vsak dan prihajamo v stik z veliko količino besedil, tako v fizični kot elektronski obliki. In ta besedila so lahko zelo različno oblikovana. Nekatera so lažje berljiva, druga malo manj. Poglejmo si primer. Vsa besedila so enaka, a že na prvi pogled vidimo, da so tista na desni težje berljiva. Zakaj? Pomembna razlika med oblikovanjem besedil je v barvnem kontrastu med besedilom in ozadjem. Cilja tega videoposnetka sta, da razumete, kaj je to kontrast in kako vpliva na uporabnike, ter predstavitev delovanja orodja za določanje barvnega kontrasta. Kaj je barvni kontrast? Poenostavljeno povedano, barvni kontrast je razlika med dvema barvama. Izrazimo ga v obliki razmerja. Če sta besedilo in ozadje enake barve, je kontrastno razmerje 1:1, torej ni kontrasta. Pri črnem besedilu na beli podlagi ali belem besedilu na črni podlagi pa je kontrastno razmerje 21:1, to je največji možni kontrast. Če uporabimo poljubno kombinacijo barv, je kontrastno razmerje nekje vmes med tema dvema skrajnima vrednostima. Doseči želimo kontrastno razmerje med barvo pisave in barvo ozadja, ki bo uporabnikom omogočalo neovirano zaznavo besedila. Ta posnetek vam bo v pomoč pri določanju kontrastnega razmerja besedila na primeru pisarniških datotek, ki jih ustvarite s programi paketa Microsoft Office. Isti princip pa seveda lahko uporabite tudi pri določanju kontrastnega razmerja besedila v katerem koli drugem primeru, recimo na spletnih straneh. Pri oblikovanju besedila so poleg velikosti in oblike pisave pogosto uporabljene tudi različne barve. Primer po meri oblikovanega besedila vidite na zaslonu. Preverimo, ali je v tem primeru kontrastno razmerje med barvo besedila in barvo ozadja ustrezno. Od tega je zelo odvisna berljivost besedila. Zahtevano kontrastno razmerje za normalno besedilo je najmanj 4,5:1 oziroma 3:1 za veliko besedilo. Kot veliko besedilo štejemo besedilo velikosti 18 točk ali več ali 14 točk ali več, če je besedilo zapisano krepko. Orodje za preverjanje dostopnosti v pisarniških programih različice Microsoft 365 ali Office 2019 že zmore samo preveriti ustreznost kontrastnega razmerja. Če uporabljate starejše različice pisarniškega paketa Office 2016 ali starejše, pa morate ustreznost kontrastnega razmerja preveriti sami s pomočjo namenskih orodij. Poglejmo si postopek z enim od njih. V urejevalniku Microsoft Word postavite kazalko na eno od besed v oblikovanem odstavku besedila. Ni pomembno na katero, saj imajo vse enako oblikovanje. V orodni vrstici na zavihku Osnovno v sklopu Pisava kliknite na puščico pri ikoni orodja za nastavljanje barve pisave. S klikom na možnost več barv lahko vidite podrobnosti o uporabljeni barvi. V pogovornem oknu so na zavihku po meri prikazane RGB vrednosti uporabljenega odtenka oranžne barve. V našem primeru so to R je 255, G je 192, B je 0. V različicah pisarniškega paketa Office 2019 in Microsoft 365 je prikazana tudi 16-tiška vrednost izbrane barve. V brskalniku odprite spletno stran za preverjanje ustreznosti kontrastov WebAIM Contrast Checker. V razdelku za barvo pisave, angleško foreground color, vnesite 16-tiško vrednost izbrane barve. Ali kliknite na barvno polje desno od polja za vnos RGB vrednosti v 16-tiškem zapisu in nato na paleti vnesite 10-tiške RGB vrednosti uporabljenega odtenka oranžne barve in izbiro potrdite s klikom na V redu. Enako ponovite še za vnos barve ozadja, angleško background color. Ker je v našem primeru barva ozadja bela, ki je že privzeto izbrana kot barva ozadja, lahko pustite privzeto izbiro. Če barva ozadja ni bela, ravnajte po korakih, ki so bili vpisani pri nastavljanju barve besedila, angleško foreground color. RGB vrednosti barve ozadja dobite tako, da v orodni vrstici programa Word na zavihku Osnovno v sklopu Odstavek kliknete na puščico pri ikoni orodja za nastavljanje barve ozadja. Nato pa še na možnost več barv. V pogovornem oknu se na zavihku Po meri prikaže RGB vrednost uporabljenega odtenka barve ozadja. Orodje nato izračuna kontrastno razmerje, v našem primeru je to 1,64:1, kar ne zadosti zahtevam VCAG ravni AA.
Kot smo že povedali, je zahtevano kontrastno razmerje za normalno besedilo najmanj 4,5:1 oziroma 3:1 za veliko besedilo. Kot veliko besedilo se šteje besedilo velikosti 18 točk ali več ali 14 točk ali več, če je besedilo zapisano krepko. V našem primeru je velikost besedila 12 točk. Ker tudi s povečanjem besedila na 18 točk ne bi zadostili zahtevam VCAG, morate spremeniti barvo pisave in izbrati tako, ki bo imela ustrezen kontrast z ozadjem. Na voljo imate dve možnosti. V urejevalniku besedil iz nabora ponujenih barv pisave izberite temnejši odtenek ali v spletnem orodju za izračun kontrastnega razmerja drsnik pri barvi pisave, angleško foreground color, premikajte v levo proti temnejšim odtenkom, dokler ne dosežete zahtevanega kontrastnega razmerja za nivo skladnosti AA. RGB vrednosti izbrane barve sedaj prenesite v urejevalnik Word po obratnem postopku, kot ste prenesli barvo iz Worda v spletno orodje za preverjanje kontrasta. Zapomnite si, pri oceni ustreznosti kontrastnega razmerja med besedilom in ozadjem se ne zanašajte samo na subjektivno oceno na podlagi vizualnega pregleda besedila, ampak vedno izračunate njegovo vrednost s pomočjo orodja, ki smo ga predstavili v tem posnetku, ali katerega podobnega, in preverite, če ta ustreza VCAG smernicam za raven AA. Vrednosti kontrastnega razmerja 4,5:1 za normalno besedilo in 3:1 za veliko besedilo sta zgolj minimalni standard za sprejemljiv kontrast in ne ideala, ki ga je potrebno doseči. Zato ju je potrebno obravnavati kot prag in ne kot cilj. Večje kot je kontrastno razmerje, boljša bo berljivost besedila.